Spoštovani, pozdravljeni v spletnem pogovoru STA kluba Slovenske tiskovne agencije, ki ga danes organiziramo skupaj z mrežo nevladnih organizacij 25x25 in se dotika tematike informiranega in osveščenega bolnika. Osveščen in odgovoren bolnik je po našem mnenju v interesu zdravstvene politike kot tudi plačnikov storitev javnega zdravstva. Poleg tega trendi v svetu kažejo, da želijo biti pacienti bolj informirani in so postali aktiven partner v zdravstvenem sistemu. Kako pa je s tem v Sloveniji? Spregovorili bomo o pomenu aktivnega, o pomenu dobro osveščenega bolnika za zdravje, o virih informacij za bolnike, o pomenu zagotovitve podpornega sistema za bolnike in kako zaščititi bolnike pred napačnimi informacijami, ki jih pogosto sami poiščejo in tudi najdejo na spletu. V današnjem pogovoru bodo sodelovali dr. Vesna Koblar, strokovna direktorica Rafarm, dober dan želim. Romana Rotdajč, specialistka internistične medicine, Splošna bolnišnica Murska Sobota. Dr. Rotdajčeva, dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Z nami je tudi primarij Matija Cevc, predsednik mreže NVO 25x25 in tudi predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Primarij, pozdravljeni. Dober dan. In pa gospa Dragica Draškovič, ki nam bo zaupala izkušnje strani bolnice. Gospa Draškovič, pozdravljeni. Pozdravljeni. Spoštovani vsi, ki nas spremljate, lahko tudi s svojimi vprašanji in tudi mnenji sodelujete na mailu sta.klub@sta.si. V času, ko je hitra informacija izjemnega pomena, včasih pozabimo na njeno kakovost in verodostojnost ter resničnost. Ko gre za zdravje, je lahko napačna informacija tudi usodna. Zato se bomo v današnjem spletnem pogovoru posvetili pomenu in dostopnosti verodostojnih informacij o zdravljenju. Posvetili se bomo predvsem bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katerimi izstopajo bolezni srca in ožilja, diabetes, rak, osteoporoza. Primarij Cevc, če začneva midva, zdravniki po postavljenih diagnozah predpisujete terapije in odmerke zdravil na podlagi strokovnih smernic. Kako in v kolikšni meri imate občutek, da jih bolniki spoštujejo? Kdo lahko vse pripomore, da se na tem področju stanje mogoče nekoliko izboljša? Ja, pravzaprav, kako bolniki spoštujejo naša priporočila in informacije, je zelo zanesljivo težko reči. Ampak imamo pa kar veliko podatkov o tem, da se, na primer, kar se tiče skrbnega jemanja zdravil, da so tukaj kar velika odstopanja. In tisto, kar je pomembno, je to, da več ko je zdravil, slabše je sodelovanje. Zaradi tega imamo s te strani precej težav, ker vemo, da zlasti te kronični bolniki, o katerih ste prej govorili, te potrebujejo tudi po 6, 7 in več različnih zdravil. Če je način jemanja teh zdravil še malo bolj zapleten, na primer nekatera zdravila za preprečevanje starevanja krvi in marevan, na primer, se vsakodnevno spreminja njihov odmerek in tukaj je veliko težav. Vemo tudi to, da že po približno pol leta polovica bolnikov, ki so jim bila zdravila predpisana zaradi povišanega holesterola, ta zdravila prenehajo jemati. Po kakšnem letu je takih, ki jemljejo pravzaprav relativno malo. Podobni podatki so tudi za povišan krvni tlak, pa za sladkorno bolezen. In če sočasno naj bi jemali recimo zdravilo za zniževanje holesterola, pa za zniževanje pritiska in aspirin, recimo, to je pri koronarnih bolnikih, samo 25% bolnikov to dejansko tudi tako jemlje. Tako da tukaj seveda imamo težave. Bolniki dobijo informacijo seveda od zdravnika, pa tudi od zdravstvenega osebja, zlasti v bolnišnicah, pa tudi pri družinskih zdravnikih. Težava je pa v tem, da mi moramo vedeti, da je to dostikrat zelo specifična populacija. To so načeloma tudi starejši ljudje, ki imajo že itak težave, če imajo izobrazbeno strukturo, če so slabše izobraženi, so dodatne težave. Tudi socialni status je eden od pomembnih dejavnikov na to, kako bolniki pri tem sodelujejo. Tako da tukaj je cela vrsta
težav, s katerimi se srečujemo, ob tem, da bi bolnika prepričali, da pravilno jemljejo zdravila, pa ne samo zdravila, tudi za vse ostale tako imenovane nefarmakološke ukrepe, kot je zdrav življenjski slog. Zdravniki smo prepričani, da smo 95% vsem bolnikov vse pomembne, relevantne informacije dali, ampak študija je pokazala, da samo 80% bolnikov se s tem strinja. 20, ne, 80 prav pa, da niso dobili nobene informacije. Vemo namreč to, da bolnik je, ko pride do zdravnika ali pa ko je v bolnišnici, da je v rahlo spremenjenem stanju in si bistveno manj zapomen, kot če se takole v gostilni pogovarjamo. Ampak Bog ne da bi rekel, da je zdaj gostilniški pogovor tisto prav. Tako da tukaj je veliko težav, večino informacij dobijo od zdravnikov, kar nekaj tudi, ko pridejo v lekarne od farmacevtov. To je lahko zelo dragoceno, če so informacije ta prave, če niso preveč tržno usmerjene. Tako da to je to. Verjetno tudi veliko bolnikov takrat, ko je pri zdravniku, presliši hitro kakšno pomembno informacijo. Vendarle je to en tak poseben obisk, ne? To ni obisk pri sorodnikih, vendarle je to obisk pri zdravniku in se lahko tudi zgodi, da ne sliši vsega, kar mu je zdravnik takrat povedal. Zlasti ne slišijo tistega, kar nočejo slišati. Se pravi, tisto, kar je za bolnika na nek način neprijetno ali kar posega v njegovo komoditeto, tega dostikrat na žalost ne slišijo oziroma preslišijo. To je pač dejstvo. Spremembe, ne? Doktor Koblarjeva, ali so lahko izvajalci oziroma posredovalci, poleg farmacevta in zdravstvenih delavcev, tudi drugi viri? Kateri bi lahko bili ti viri in kakšne so izkušnje recimo v drugih državah? Imate kakšen primer dobre prakse? Seveda, osnovni vir informacij o zdravilih, o boleznih, o življenjskem slogu in ostalih vprašanjih, ki lahko zanimajo bolnika, kot smo že slišali, je njegov zdravnik. Ampak pri vsem tem se moramo zavedati, da imajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci zelo skopo odmerjen čas za posameznika in da tista navodila, ki so vedno priložena zdravilu, pogosto ne zadoščajo za odgovore na vsa vprašanja bolnika. Večina bolnikov želi izvedeti več, želi imeti širšo sliko o svoji bolezni, o poteku zdravljenja, o mogoče kakšnih drugih terapevtskih opcijah, o življenjskem slogu, ki se od njega pričakuje in tako naprej. Zato, ker to znanje mu daje občutek varnosti in omogoča tisto proaktivnost, o kateri tako zelo radi govorimo. In zato bolnik išče druge vire informacij in ker živimo v dobi informacijske tehnologije, se najpogosteje zateka k internetu, ki ponuja veliko dobrih informacij, žal pa tudi tiste, ki so nepreverjene in zavajajoče. In prav zato je potrebno ne samo opozarjati bolnika na te nevarnosti, ampak mu zagotoviti dostop do informacij, ki so objektivne, razumljive, zadostne, recimo zanesljive in tako naprej. In to je potrebno, to je pravzaprav predpogoj, da ga pripravimo na aktivno sodelovanje in na prevzemanje lastne odgovornosti pri zdravljenju. Kdo so potencialni drugi viri? Najprej moram reči, da jih imamo. Številna društva bolnikov se nenehno trudijo ozaveščati bolnike in krepiti njihovo aktivno držo pri spoprijemanju z boleznijo in so ta društva zelo, zelo uspešna. Potrebno je spodbuditi tudi druge potencialne zanesljive vire informacij, recimo usmerjati iniciative posameznikov, ampak posebej pomembno je izboljšati spletne strani pristojnih inštitucij, ki so v principu dobre, ampak bi se dalo še kaj narediti v luči potreb
pričakovanj in pravic bolnikov do informiranosti, torej pripraviti informacije z vidika tistega, kar bolnik želi imeti. K tej boljši informiranosti bolnika lahko pomembno dodatno prispeva tudi farmacevtska industrija, ker ima znanje o zdravilih, ima znanje o boleznih, vendar je pri tem pomembno upoštevati zelo pomembno določilo v evropski in posledično v slovenski zakonodaji, da je prepovedano oglaševanje zdravil javnosti, tistih zdravil, ki se izdajajo na recept. Pravzaprav problem ni ta prepoved, ki je dobrodošla in pomembna za varovanje zdravja, problem pa je razmejitev med dovoljenim informiranjem in prepovedanim oglaševanjem, ki je v evropski zakonodaji nejasna in je prepuščena nacionalni zakonodaji. In kako to delajo države članice EU? V nekaterih sicer redkih se smatra za oglaševanje vsaka informacija, ki jo poda farmacevtska industrija, razen seveda tistega odobrenega navodila za uporabo in še nekaterih odobrenih materialov, ker se vnaprej predpostavlja, da če prihaja s strani industrije, gre za oglaševanje. Seveda je to nekajkrat šlo na sodišče EU in se je sodišče oglasilo in je reklo, določilo, te določbe so obvezujoče, da informiranje per se oziroma samo po sebi ni oglaševanje. Potrebno je dokazati namen. In pri tem je zelo, zelo pomembno poudariti še nekaj. Bolnik ima pravico do informacije, ki jo želi. Ker iskati, sprejemati in širiti informacijo, to je ena od splošnih pravic in svoboščin posameznika, ki jo lahko, in je tudi v naši ustavi, in je lahko omejena samo s pravicami drugih oziroma z varovanjem, v našem primeru z varovanjem zdravja. Torej, imamo zdaj problem, kako ločiti dovoljeno informiranje od prepovedanega oglaševanja. In edini pravilen odgovor je z natančno regulativo. Če je ni, potem smo vsi v dilemi, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno. Dober primer za to so, na primer, programi podpore bolnikov, ki imajo različne oblike. Od izobraževanja pacientov v zvezi z boleznijo, stanjem, priporočenim življenjskim slogom, pomoč pri vsakodnevnih življenjskih situacijah in tako naprej. Nekateri od teh programov so odlični. Prispevajo k adherenci bolnikov, lajšajo njihovo življenje, pomagajo, to je mnenje bolnikov, nekateri pa niso dobri, ker so primarno narejeni s ciljem promocije zdravila ali promocije firm in je bolnik v drugem planu. In zato je potrebno z dobro regulativo ločiti tiste odlične in koristne od ostalih in postaviti jasna pravila igre in se zavedati, da ne smemo pacientu odrekati dostop do dobrih programov samo zato, ker obstajajo slabi programi. Ne smemo vnaprej prepovedati določene oblike informiranja, ker pravzaprav ta program podpore pacientov je samo različna oblika informiranja, ampak jasno določiti meje dovoljenega in zagotoviti varovanje, to je zelo pomembno, osebnih podatkov bolnika. Zato imamo zelo dobro izhodišče, ki smo ga pravzaprav pomagali narediti tudi v Sloveniji med našim prejšnjim predsedovanjem in so bili sprejeti zaključki sveta EU, ki govorijo prav o tem. Prvo, govorijo, da pacienti, to so sklepi, o katerih so se strinjale vse države članice EU, da pacienti potrebujejo informacije in da jih imajo pravico dobiti. To je sicer jasno tudi brez sklepa, ampak ga je dobro napisati že na začetku. Potem pa, da informacije morajo imeti določene karakteristike, atribute. To smo prevzeli tudi v svojem zakonu o zdravilih. In v zakonu o zdravilih lahko preberete vse te
karakteristike, da so zanesljive, da so objektivne, da so nepristranske in tako naprej. Da morajo biti informacije v skladu z odobrenim navodilom, ki ga je odobrila država, da mora biti informacija na voljo pacientu po sistemu pull, ne pa push. Kaj to pomeni? Torej, pacient mora iskati informacijo, ne da se mu ta informacija vsiljuje. In seveda informiranje ne sme imeti oglaševalskih prvin, če gre za zdravila, ki se izdajajo samo na recept, ampak ti programi podpore se v glavnem samo na ta zdravila nanašajo. In informiranje o teh zdravilih ni prepovedano. Država mora sama po sebi določiti način kontrole oziroma ali bo nadzirala ex ante ali ex post. Zelo dober primer je na primer primer Nizozemske. Oni imajo eno telo, odbor, en board, v katerem so predstavniki industrije, predstavniki pristojnih organov in seveda predstavniki bolnikov. In prav ta odbor ima vse te programe, vse te informacije čez, pregledujejo in imajo seveda jasna pravila. V nekaterih državah imamo, kar smo rekli, da je to na nacionalni ravni, zelo konzervativen pokroviteljski odnos do bolnika in v teh državah je ta razmejitev bližje prepovedi vsega, ker to razumemo kot orodje, s katerim varujemo nevednega bolnika od nepotrebnih informacij. Zdaj, seveda bolj napredne družbe upoštevajo bolnikove pravice, upoštevajo to, da naj bi bolnik bil aktiven partner v zdravljenju in imajo dobro regulirano okolje in so malo bližje temu, da dovolijo pacientu, da na podlagi vseh teh informacij občuti določeno varnost in partnerstvo v sodelovanju. Torej, večina evropskih držav ne prepoveduje teh programov podpore, vendar, to je pomembno, ne dovoljuje teh oglaševalskih prvin, in jih ne pregleduje pred objavo, razen Romunije, mislim, ampak ima določen nadzor, ko je to objavljeno in tam nimajo velikih problemov, zato ker so pravila igre jasna. Katera so pravila igre? Prvo, da so v teh programih samo ustrezne informacije, ki so v skladu z odobrenimi, da so namenjene tistim bolnikom, ki jim je zdravilo že predpisano. Zakaj je to pomembno? Zaradi tistega namena, o katerem smo že govorili, da ni vnaprejšnje prepovedi vsega, kar je to tudi Evropsko sodišče ne odobrava, in da se ne posega v odnos bolnik-zdravnik. To je zelo pomembno. V odnos bolnik-zdravnik ni treba posegati. Druge države imajo, kot sem rekla, bolj konzervativno držo in kljub vsemu temu, kar sem že povedala, večino tega, oziroma če ne vse, prepovedujejo. To so na primer Bolgarija, pa Latvija, pa Španija tudi. Prepovedujejo, ker menijo, da vse, kar pride strani industrije, je zavajajoče, ščitijo sistem od tega, da bi se promoviralo nekaj, kar se ne sme potencialno, pravzaprav bolnika prikrajšajo potencialno za določene informacije. To pa ni enostavno. To se mora regulirati, to se mora nadzirati, to se ne sme dovoljiti, ampak tudi pacientu naj ga ne bi prikrajšali glede teh informacij. Pa na koncu, da povem, da je pravzaprav najpomembneje tudi pacienta vprašati, kaj želi, vprašati ga, kaj potrebuje in enostavno, kaj hoče imeti.
Doktor Rotdajčeva, vi zdravite bolnike s hematološkimi obolenji, taki bolniki so še posebej ranljivi. In tu obstaja kot vir informacij in dodatne skrbi za bolnike podporni program. Kako, če nam lahko opišete, kako to izgleda recimo pri vas v praksi in kakšne so dobrobiti takega programa z vašega vidika kot zdravnice? Res je, ob postavitvi diagnoze raka, se pravi, se bolniku porajajo različni občutki od negotovosti, šoka, razmišljanja o prihodnosti in tudi morebitnega dedovanja bolezni. In pogosto se ob odkritju bolezni zdravnik in bolnik še ne poznata dobro, se pa tekom zdravljenja in ob kontrolah ta vez med njima poglablja. In moramo se zavedati, da bolniki ves čas spremljajo svojo bolezen in čim bolj je o njej ozaveščen, več vprašanj ima. Praviloma o postavitvi diagnoze, vsaj v naši ambulanti, izvida ne pošiljamo po pošti, ampak bolnika povabimo na razgovor, saj v primeru iskanja informacij bolnika doma ali po spletu lahko pride do napačnih sklepov, zato je bistveno, da osnovne informacije o bolezni in zdravljenju bolnik dobi od zdravnika. Na voljo imamo tudi več knjižic o krvnih obolenjih, ki jih je izdalo Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo v sodelovanju z strokovno javnostjo. In v teh knjižicah najdejo bolniki veliko odgovorov na svoje vprašanja, bodisi o poteku bolezni, načinih zdravljenja, tudi zgodbe recimo bolnikov so opisane, tako da se lahko vključujejo potem tudi v različna društva. In zadnjih nekaj let pa se pojavljajo podporni programi za bolnike, in to ne samo v hematologiji. Zavedati se moramo, da nekatere oblike krvnih rakov postajajo kronične. Kronične bolezni, zato je izjemnega pomena redno jemanje zdravil, saj ob prekinitvi zdravljenja lahko bolezen izbruhne v polni obliki. In ob uvedbi zdravila, ki ima na voljo podporni program, v bistvu potem, ko smo že bolniku predpisali zdravilo, šele potem podporni program predstavimo bolniku in samo od bolnika je odvisno, ali se bo v ta program vključil ali ne. Praviloma je program zasnovan kot pomoč bolnikom pri pravilnem jemanju zdravil, kot mora biti dodatna medicinska oskrba s pomočjo psihosocialne podpore in napotkov. Nobenega vpliva nima pri odločitvi zdravljenja. In v bistvu bistveno je, da pri teh oblikah programa v bistvu v stiku je z bolnikom medicinska sestra, izbrana medicinska sestra, ki potem lahko dodatne informacije bolniku tudi posreduje, vkolikor pa le-ta opazi, da so se morebiti pojavili stranski učinki zdravila, ki jih bolnik ni prepoznal oziroma ni zavedel pri pregledu v ambulanti, takoj izbranega zdravnika oziroma lečečega zdravnika o tem obvesti. In je pa res, da moram povedati še to, da izvajalec podatke bolnika obravnava zaupno in jih obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti osebnih podatkov in bolnik lahko soglasje za uporabo kadarkoli tudi prekliče. Mogoče kakšen podatek več o tem podpornem programu, je tudi možen kakšen klic več, ali bi lahko recimo podporni program s tem nadgradili, recimo da bi kakšno vrsto pri zdravniku s tem skrajšali, da lahko bolnik neposredno dobi podatek, ko se doma sprašuje, ali je to v redu ali ni v redu. Jaz mislim, da bi bilo manj obiskov v ambulanti, zaradi tega ne. Naši bolniki tudi vedo, da če imajo kakršnekoli težave v vmesnem obdobju, lahko kadarkoli pokličajo, se obrnejo na svojega zdravnika, lečečega zdravnika.
Tisti, ki pa sodelujejo v podpornem programu, pa lahko seveda svoja opažanja, vprašanja postavljajo tudi medicinskemu osebju s strani programa. Ne more pa biti to, torej udeležba ali sodelovanje v podpornem programu zamena za obisk v naši ambulanti. Z nami pa je tudi, mislim, da vaša bolnica, Ja. Gospa Dragica Draškovič, lepo pozdravljeni. Lepo, da ste se odzvali povabilu. Kako pa vi kot bolnica doživljate to dodatno skrb podpornega programa? Recimo, kateri pristopi v podpornem programu so vam osebno najbližje in tudi najbolj koristni v vašem vsakdanju obvladovanja vaše? To, da nekoga skrbi zame, me pokliče po telefonu, me vpraša po počutju, ali imam kakšne težave, ali redno jemljem zdravila, tudi z mano kramlja o vsakdanjih stvarih, je zame nekaj enkratnega. Saj občutim, da je nekomu mar zame, da želi, da pozitivno zrem v prihodnost, da želi, da se z boleznijo živim kvalitetno in brez stresa in strahu. Ta občutek me opogumlja in vliva novih moči. Tako. Moram pa tudi reči, da sem s podpornim programom zadovoljna, obenem pa tudi hvaležna, ker vem, k komu se lahko obrnem, ko sem v dvomih in rabim mnenje od medicinskih sester ali od osebnega zdravnika, da so tako domači in prijazni, vedno pripravljeni te poslušati in ti razjasnijo težave, ki jim nisi kos. Tako da je prav nekako olajšanje zame, da vem, da tam so zame, da jih lahko pokličem pa vprašam za takšna in drugačna mnenja. To. Gospa Dragica, mogoče samo še vprašanje. Potem vi ne brskate po internetu, ko imate kakšno težavo, se prej obrnete na medicinsko osebje? Ja, saj tudi tam, ali vem, ko sem prišla prvič v ambulanto k zdravnici, me je opozorila, da tista mnenja, ki so na spletu, večkrat zavajajo. Zato se rajši obračam v ambulanto za vprašanja. Hvala, gospa Draškovič. Primarij Cevc, kako je z upoštevanjem terapije pri kroničnih bolnikih, ki niso neposredno življenjsko ogroženi, pa recimo nimajo nekih vidnih znakov in simptomov bolezni, kot na primer bolečine, vrtoglavica in podobno? Ja, po pričakovanju. Bolj, ko se odmika trenutek pregleda pri zdravniku, slabše je sodelovanje oziroma rednost pri jemanju zdravil. In več, ko je takih zdravil, slabše je. Že prej sem omenil, da če sočasno predpišemo 3 različna zdravila, jih po enem letu samo še okrog 20% vsa 3 jemljejo. Tako da tukaj je zelo, zelo veliko težav. Žal je tudi to, da kljub vsemu velika večina, saj tak je moj vtis, bolnikov, ki imajo neko kronično terapijo za nenalezljive kronične bolezni, iščejo informacijo na internetu in potem pa se zgodi tisto, česar se mi najbolj bojimo. Če malo pogledate na primer na internet za kakšno diagnozo od teh bolj pogostih kroničnih nenalezljivih bolezni, boste dobili na začetku same take strani, ki prodajajo neke prehranske dodatke ali pa neka čudežna zdravila in neke čudežne nasvete, ki vedno zraven tudi povedo, da zdravila, ki jih pa dobiš ti od klasične medicine, imajo pa ne vem koliko neželenih učinkov in da naj res razmislijo, ali bodo ta zdravila jemali. In to je velik problem, ker vemo, da to trženje
prehranskih dopolnil, to je pa potrebno poudariti, vsa ta trženja imajo zraven tudi zdravstvene trditve. Naprimer, znižuje holesterol, odpravlja debelost, v enem mesecu boste 50 kg shujšali, naprimer, pa take neumnosti pišejo in ljudje to berajo in so seveda zmedeni. In to je ena od stvari, na katero bi mogli pravzaprav tudi te regulatorje, ki so tako skrbni pri blokiranju vseh informacij o zdravil, zakaj tukaj ne posežejo. Mi vemo, da naprimer je Evropska direktiva, ki prepoveduje pri prehranskih dopolnilih izjave, ki so zdravstvenega značaja. Ampak naša zdravstvena inšpekcija se v to sploh ne spušča. In imamo, sami veste, na televiziji reklame za zdravilo, ki praktično čisti žile in znižuje holesterol, ker je čisto nakladanje, malo vulgarno rečeno. Skratka, imamo težave in jasno je, da tudi bolniki, naprimer s tako kronično terapijo, po nekem akutnem dogodku, naprimer po srčni kapi, v začetku bolniki še kar redno jemljajo tista zdravila, ki so bila v bolnišnici predpisana. Po enem letu je teh bistveno malo in to je slabo, ker vemo, da vsa ta zdravila so naravnana tudi na to, da delujejo na dolgi rok, zlasti ta preventivna zdravila. Tako da tukaj imamo velike težave in sem globoko prepričan, da bi rabili ustrezne podporne programe, ki bi bolnike malo opozorili vsakega časa, pa si vzel ali nisi vzel, in da mora vsaj razmisliti, zakaj ni vzel in če ima neželen učinek, da to tudi potem naprej pove. Tako da tukaj imamo veliko težav. Adherenca, sodelovanje in skrbnost pri jemanju zdravil, teh kroničnih, je dokaj slaba. Je pa nekaj zanimivo, morda samo še to. To se pa tudi nanaša na tisto, kar smo se prej pogovarjali, da osveščen, dobro izobražen bolnik je načeloma bistveno boljši pri jemanju zdravil kot tisti, ki to niso. Mi smo naredili v našem društvu raziskavo in izkazalo se je, da je rednost pri jemanju zdravil med člani združenj bolnikov bistveno boljša kot med splošno populacijo. To samo kaže o tem, kako so pomembne, dobre, verodostojne in utemeljene informacije, ker drugače se ljudje samo zmedejo. Doktor Rotdajčeva, mogoče za vas eno podvprašanje, zdaj, če se navežem na primarij Cevca. Ali se bolniki, imate občutek, zavedajo, kako pomembno je upoštevati terapijo, oziroma ali bi res potrebovali nekoga, da jih na 3 mesece, na pol leta opomni o posledicah, o morebitnih posledicah, o tveganju, ki ga neupoštevanje terapije lahko prinese za nekega vašega bolnika, recimo? Jaz si želim reči, da se zavedajo, čeprav najverjetneje velika večina res se zaveda tega pomena. Je pa res, da z zdravljenjem bolezni bolniki nimajo težav, se počutijo zdrave in lahko potem čez mesece, lahko tudi leta, postanejo bolj neredni pri jemanju zdravil, kar pa ni dobro. Recimo pri opustitvi zdravila lahko recimo pri bolniku z kronično limfocitno levkemijo pride v enem tednu do polno razvite bolezni. In to ni kar tako. Jaz mislim, da naši bolniki se veliko bolj zavedajo smiselnosti rednega jemanja zdravil, seveda pa določenih navodil lahko ob pregledu v ambulanti ne razumejo najbolje, ne poslušajo. In v tem primeru se potem bolniki, ki pač sodelujejo v teh podpornih programih, na ta način lahko izognejo nepravilnemu jemanju zdravil. Nekatera zdravila se morajo jemati ob isti uri, recimo 3-4 tablete naenkrat, ne pa 3-krat na dan eno tableto. To je pač razlika. In tudi naloga medicinskega osebja, seveda tudi zdravnika, da ne bo pomote, v prvi vrsti zdravnika, je, da bolnika
vedno potem pobara v tem, kakšno je pravilno jemanje zdravila. Gospa Draškovič, mogoče še eno vprašanje, ko se ravno na vašo zdravnico obračamo. Ko se počutite dobro, ko pride dan, ko imate občutek, da so stvari boljše, da se počutite zdravi, imate občutek, da bi lahko kak dan pa mogoče vzeli kakšno zdravilo manj? A pride do tega? Ali mogoče ste ravno zaradi osveščenosti, zaradi pogovora s svojo zdravnico, zato ker vas pokličejo in spomnijo, bolj dosledni? Kako, če priznate? Mislim, ko sem izvedela za mojo diagnozo, sem vzela to strogo resno. Sprva sploh nisem jemala tablet in ko je prišel čas, da sem mogla, ne vem, se čutim odgovorno, pač moram vzeti, če ne se lahko poslabša, pa mislim, sploh si ne premišljam, da ne bi vzela tablete, kar tam točna ura, pripravljene tablete pa vzeti, pa druge ni. Tako. Imate odgovornost, torej visoko odgovornost do svoje bolezni. Mogoče vprašanje za primarija, za dr. Rotdajčevo, za dr. Koblarjevo. Ali menite, da v poplavi vseh teh informacij, še preveč jih je, kot ste omenili prej, primarij Cevc, za različne prehranske dodatke, pa še hujšanje in celulit lahko zraven omeniva, dobijo dovolj verodostojnih informacij. Poplava je res velika in močna, lahko priznamo, da zelo močna. Kakšna je vloga posameznih organizacij, kot so recimo ZZS, društva različne, ali obstajajo kakšne povezave med osveščenim bolnikom, uspešnostjo obvladovanja bolezni in zdravljenja in čakalnimi vrstami? Nekako smo to že malo povezovali tekom pogovora, mogoče primarij, če pri vas začnemo. Ja, seveda obstajajo povezave. Prvo, kar bi rad omenil, je to, to so pa moje osebne izkušnje pri zdravljenju, pravzaprav ene take motnje, ki v začetku popolnoma nič ne boli, lahko pa pripelje do hudih zapletov, se pravi pri motnjah v presnovi maščob. Evidentno je, da če ti takega bolnika spremljaš bolj pogosto, potem tudi bolnik to dojame, da je ta stvar resna in je zato tudi on bolj resen pri jemanju zdravil. Skratka, to opozarjanje ali strani zdravnika ali pa morda s pomočjo nekega podpornega programa je izredno pomembna. Seveda pa vemo, da s tem, ko ljudje jemljajo zdravila za preprečevanje srčno-žilnih zapletov, s tem zmanjšajo, ker ni zapletov, zmanjšajo pritisk tudi na ambulantno dejavnost, na bolnišnično dejavnost. In zaradi tega se definitivno bi to lahko povzročilo tudi zmanjševanje čakalnih dob. Nenazadnje tudi ti podporni programi, ko pacient dobi informacijo, ki jo išče, zaradi tega ni treba iti v ambulanto na pregled, ker drugače lahko samo v okviru nekega pregleda dobi. Tako da tukaj je cela vrsta pozitivnih elementov, za katere sem jaz globoko prepričan, da so potrebni, ampak vse te zadeve pa sočasno zahtevajo tudi osveščenega bolnika, takega, ki tega ne zlorablja na tak ali drugačen način, samo da kliče pa da klepeta z zdravnikom ali pa z referenčno sestro, to pa moramo vedeti, da to je problem. Mi moramo vedeti tudi to, da zlasti danes ob starajočem prebivalstvu imajo številni bolniki tudi težavo sploh priti do ambulante in do zdravnika. Tak podporni program bi jim lahko to izredno olajšal. Nenazadnje celo dokaze imamo v skrajševanju, da sem se zdaj spomnil, mi vemo na Koroškem imamo tako imenovan program telemedicine za bolnike, mislim, da je s srčnim popuščanjem, ki je bistveno popravil vse te zadeve, ker je bila potreba po kontrolah in se je zmanjšala, ravno zato, ker so v tej interakciji med bolnikom in zdravstvenim osebjem so lahko marsikajšen problem že vnaprej razrešili. Tako da tukaj je evidentno, da imamo zelo veliko možnosti, kako izboljšati
sistem zdravljenja, kako izboljšati sodelovanje bolnikov, kako izboljšati tudi osveščenost bolnikov in nenazadnje s tem tudi poceniti zdravljenje, ker vsak pregled, tak obisk je strošek. Doktor Koblarjeva. Problem adherence je velik problem. In je pri nas v Sloveniji bila ena študija pred leti, ki je pokazala, moram reči, zelo slabe rezultate. To tako imenovano pravilo šestin. 1/6 bolnikov absolutno 100% adherira na terapijo oziroma jemlje terapijo tako, kot je predpisano. 1/6 sploh ne jemlje. Vmes pa so tiste gradacije. Nekdo se malo drži tega, malo se ne drži. V glavnem so te pravila šestin. Ena velika študija, ki je narejena na tisoče bolnikov, so bili v tej študiji, je odkrila, da 75% bolnikov ne jemlje terapije tako, kot je treba. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na ta problem. Mi imamo odlične zdravnike, imamo na voljo dobra zdravila in pacienti pravzaprav, ko pridejo domov, ne jemljejo zdravilo. Zdaj vprašanje, zakaj? Vprašali ste, če imamo poplavo informacij. Imamo poplavo tudi dobrih informacij. Ni problem v količini. Problem je, da je potrebno pacienta voditi skozi te informacije in mu na določen način pokazati, kako ločiti dobro od slabe informacije. Pravzaprav ga napotiti na zanesljive vire te informacije. Ker problem informacij problem dostopa do informacije za nekatere seveda obstaja, ampak za večino pa ne. To je poplava dobrih in slabih informacij. Problem je torej ločiti in pacienta dobro usmerjati na tiste, ki so dobre. Zato je dobro imeti dobre, zanesljive spletne strani pristojnih organov, odlično delo opravljajo društva in tako naprej in tako naprej. Tako da mislim, da je v tem problem in da bi se študije pokažejo, če je dobro izobražen bolnik oziroma če je dobil pravilne informacije, če jih je razumel, če so bile podane na njemu razumljiv način, potem se bo držal terapije. Zato, ker tudi naši bolniki napredujejo. Recimo pred leti, zelo pogosto, ko vprašaš bolnika, kako se počutiš, on pa odgovori, moj zdravnik je zadovoljen. Mislim, ta odgovor vse pove, ampak danes zelo redko slišiš takega bolnika. Bo povedal, kaj on misli, kako je on zadovoljen, kako on reagira na to terapijo. In zato, če že družba napreduje, če se že tudi bolniki razvijajo ali razvijamo skupaj s to družbo, potem pa moramo tudi te informacije na adekvaten način dati na voljo. Doktor Rotdajč, povezava osveščenega bolnika, uspešno obvladovanje bolezni, zdravljenje in čakalne vrste. Ta celotna podpora, lahko rečemo celoten sistem in dobro delovanje, lahko vodi k temu cilju, ki smo ga omenili. Jaz mislim, da ja. Naši bolniki ob postavitvi diagnoze dobijo knjižico, kjer je pač zavedena diagnostika same bolezni, možni načini zdravljenja in tudi nenazadnje primeri bolnikov, tako da se oni identificirajo z nekom. Vedno znova jih lahko prebirajo in vedno znova jim tudi povem, da vkolikor imajo kakršnekoli vprašanja, je dobro, da si jih zapišejo in prinesejo ob naslednjem pregledu v ambulanto in nas vprašajo. Ker zagotovo bomo lahko lažje informacije podali mi,
kot pa da poiščejo nekje na spletu, kjer ne vejo, kje iskati. Seveda so tudi društva, ki so kar močna, lahko se vključujejo v več društev in tam srečujejo nas zdravnike in tudi bolnike z istimi boleznimi, kot jih imajo oni, in vidijo, da v bistvu to, da so zboleli, ni konec sveta. Da je to začetek življenja, ampak drugačnega. Včasih celo boljšega. Žal, a ne? Ja, lahko tudi, ja. Vsi, ki nas poslušate, še vedno je priložnost, če nekaj minut, da zastavite svoje vprašanje na mail naslov sta.klub@sta.si. Imamo pa že pred začetkom smo prejeli naslednje pismo gospe Nade Kunstek, Slovenskega društva Hospic, ki se žal ne more vključiti na dogodek, pa mogoče samo, da podelim z vami njene misli. V imenu Slovenskega društva Hospic bi dodala, da v skupino kronično neozdravljivih bolnikov z našim delom sežemo tudi mi, predvsem na zadnjem koščku njihove življenjske poti, kot je dejala Metka Klevišar, ustanoviteljica Slovenskega društva Hospic leta 1995. Temu koraku v skrbi za umirajoče na Slovenskem že 25 let skrbno sledimo z vsemi prizadevanji in neomajno voljo, ne glede na težave, s katerimi se je potrebno soočiti. Naša prizadevanja so tudi ta, da bolniku koordiniramo potrebe iz oskrbe v zadnjih dnevih v domačem okolju. V društvu izvajamo tudi izkustvene delavnice, katere so namenjene splošni javnosti, prostovoljcem pa tudi svojcem neozdravljivo bolnih, da bi se slednji lažje znašli v stiskah, ki jih doživljajo ob skrbi za bolnega družinskega člana. Dobro se zavedamo pomembnosti zdravljenja in tudi tega, da smo našim uporabnikom v mnogih primerih pomagali boljše živeti z nefarmakološkimi prijemi. Torej še en pogled, zelo dobrodošel tudi v današnjem spletnem pogovoru. Zdaj pa mogoče počasi vseeno odštevamo te zadnje minute. Primarij Cevc, mogoče kot en tak zaključek, kakšne aktivnosti načrtujete? Kakšno je vaše sporočilo bolnikom zdravstveni politiki? Spregovorili smo o podpori, ki jo pacienti iščejo, in kakovost le-te lahko zagotovimo tudi z nekimi ukrepi. Izvolite. Ja, hvala lepa. Ja, iz vseh teh današnjih pogovorov izhaja nekaj, da pravzaprav bolnik je samo odgovoren za svoje zdravljenje in za to, kako bo ravnal v prihodnosti. V našem društvu smo prepričani, da bo potrebno verjetno v zakonu o pacientovih pravicah poleg vseh pravic našteti tudi nekaj dolžnosti, kajti vsaka pravica nosi s seboj tudi neko dolžnost. In to je ta, da se v skladu z stroko ravnajo in da upoštevajo ta priporočila. Vemo pa, da je to bolj ali manj, več manj na deklarativni ravni. Po drugi strani pa mi zelo želimo spodbuditi to, kar je prej gospa kolegica rekla, da se regulativa v Sloveniji uredi tako, da bo omogočila širjenje teh raznoraznih podpornih programov, ne glede na to, kdo ga je razvil, ali je to farmacevtska firma, ali je to, Spar Ljubljana, če je program dober in če izpolnjuje določene kriterije, ki so bili danes večkrat omenjeni, potem je primeren in ga je treba širiti med ljudmi, zaradi tega, ker bo to izboljšalo kvaliteto zdravljenja in posledično s tem tudi kvaliteto življenja in tudi izboljšalo pravzaprav to, da bomo imeli lepo in relativno malo betežno starost, če nam bo uspelo z ustreznimi ukrepi preprečiti vse te zaplete. Seveda smo pa končni, ne? Tako da, ampak treba je to izpeljati in tukaj je eno od poslanstv našega društva v smislu zagovorništva omogočiti dostopnost do teh programov, ki bodo olajšali bolnikom sodelovanje in skrbno jemanje zdravil
pa ne samo zdravil, tudi da jih bo opozarjalo recimo raznih števcih korakov. Mi vemo, da telesna dejavnost, zmerna aerobna telesna dejavnost, ne maraton, ampak zmerna telesna dejavnost, to je tisto, kar je koristno in to lahko z vsemi temi pametnimi urami in podobnimi stvarmi že vse sledimo, ampak to je treba implementirati v neke te podporne programe, ki bodo izboljšali kvaliteto življenja našim bolnikom, pa tudi tistim, ki so še zdravi, da ne bodo bolniki. Samo toliko. Preden gremo k zaključnim mislim, še vprašanje novinarke Slovenske tiskovne agencije Anje Gorenc. Zanima jo, če mogoče veste, koliko podpornih programov že deluje v Sloveniji in za katera področja. Mogoče kdo od dragih gostov že ve? Ne. Jaz mislim, da nima nihče tega pregleda. Jaz vem samo za par programov, zlasti za to telemedicino in podobno. Vem, da tudi na naši kliniki se te stvari razvijajo, ampak ne verjamem pa, da je to kakšen, da ima kdo pregled. Pred leti je celo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začel s programom, mislim, da farmacevt svetuje, oziroma farmacevt svetovalec, tako. To je projekt zdravstvene zavarovalnice. Zagotovo bi pa mogoče regulativa na tem področju povedala tudi pravo številko. Morda, če vedo. Zato, ker teh programov, kakor jaz vem, ni potrebno nekje prijavljati. Vem pa, da je Agencija za zdravila vskočila, zato, ker so zaznali neke programe in jih celo prepovedali. Ne vem zakaj, meni to ni jasno, ampak tako da mi spadamo očitno med tiste države, ki so prepovedale te stvari, kar je z mojega vidika dokaj žalostno. Zato, ker ne ločijo seme od plevela. Ves čas smo pogovarjali, pa da je bistvo tako pri informacijah na internetu, kot drugod, ločiti treba seme od plevela in gojiti seme, plevel pa zatreti. Mogoče zdaj pa zaključnim mislim. Gospa Koblar, vaš mikrofonček je postal zelen, mogoče, če z vami začnemo. Dobre prakse je v tujini kar nekaj, bi jo znali, bi jo lahko v kolikšnem času prenesli tudi v Slovenijo? Dobrih praks je veliko. V Slovenijo bi to, moram reči, zlahka naredili. Pri nas je, moram reči, da v tem razgovoru mogoče pogrešam predstavnika Agencije za zdravila, ki te programe pravzaprav ima čez, ne? In trenutno je taka situacija, da razmejitev med oglaševanjem in informiranjem, ker ti programi so informiranje, pri nas zakonodajno ni jasna, jasna je pa, kar se tiče interpretacije pristojnega organa in je, moram reči, zanimiva. Po eni strani zahtevajo, da se vsi ti programi podpore prijavijo, kar pomeni, da vejo, da so in da bi jih radi pregledali, kar je zelo pozitivno. Po drugi strani pa imajo mnenje, odklonilno mnenje, da vsega tega, kar je kot informacijo v obliki tega podpornega programa dala industrija, ker vidi v tem tisto, o čem sem prej govorila, oglaševalske prvine. Seveda je najlažje nekaj prepovedati, imamo pa zelo dobro izhodišče, da bi naredili zelo dobro stvar in to tudi vemo, kje bi to naredili. V obravnavi je zdaj nova verzija pravilnika o oglaševanju zdravil in o informiranju v zvezi z zdravili in bi v tem, kar je to možnost dati v ta program, lahko se pa tudi posebej to regulira, vse tisto, kar nam manjka za jasno razmejitev med tistim, kar se sme in kar se ne sme. In nekako srčno upam,
da bomo sledili tistim državam, ki so jasno dale ta pravila igre, ki sem jih zdaj naštela, ki so postavili način kontrole, lahko je to zasebno in javno partnerstvo, lahko je samo javni del, lahko je samo inšpekcija, to je vseeno, ampak nekaj, kar bo res bolniku omogočilo, da dobi nekaj, kar je dobro, ne da mu krajšamo informacijo samo zato, ker obstajajo tudi slabi programi. In mislim, da to ne bi smel biti problem pri nas. In sem sigurna, da bi to javna agencija lahko odlično naredila. Dr. Rotdajč, je lahko podporni program ne samo podpora bolniku, ampak tudi podpora zdravniku oziroma neko pomoč? Ja, pomoč lahko. Včasih se zgodi, da bolnik ob kontroli ne pove kakšnih pomembnih informacij, ker se mu ne zdijo povezane z boleznijo ali pa z jemanjem zdravila. In se je že zgodilo, da je medicinsko osebje, ker je pač bil bolnik v podpornem programu, nas o tem obvestilo in smo to potem rešili tako, kot je treba. Zagotovo nam je to lahko v pomoč. Je pa res, da so v prvi vrsti, na prvem mestu so v bistvu bolniki in večina bolnikov, katerim so bili podporni programi predstavljeni, so se vključili v te podporne programe in ob kasnejših obiskih podajajo pozitivne izkušnje in menim, da to pove vse. Gospa Draškovič, vam je vključitev v podporni program lajšala tudi soočanje z diagnozo vaše bolezni? Ja, seveda. Ker vem, da kakokoli težavo imam, se lahko nanje obrnem, pa mi takoj odgovorijo, pa me pokličejo, pa rešijo moj problem, mi je v veliko podporo s tem. Pa tudi bi rekla, da ti podporni programi so zaželeni, da bi se tudi preselili iz kakšnih velikih mest bolj k nam bližje. To si pa želimo mi pacienti, da ne bi bila potrebna dolga pot do tja, do kakšnih srečanj, da bi bila tudi bliže nam. To bi bilo... Bolnikom bliže. Ja, tako, Hvala lepa. Mogoče primarij Cevc, še vaša zaključna misel. Veliko smo povedali, zdaj je pa čas na drugih, oziroma bo treba povedati še kaj? Ne, zdaj je čas na nas pravzaprav, ker zdaj smo tudi iz te diskusije smo razbrali, da podporni programi so potrebni, imamo jih različne možnosti za zelo, zelo različne skupine bolnikov, in je na Društvu za zdravje srca in ožilja in na mreži 2525, da skuša preko regulative nekako spodbuditi, da bodo te podporni programi prišli do bolnikov in po drugi strani, da bodo društva bolnikov prišla tudi do oddaljenih bolnikov, ker to je tisto, kar sem jaz zdaj razumel, gospod Dragico, da nimajo možnosti sodelovati pri teh aktivnostih, ker vemo, da tudi druženja bolnikov so izredno pomembna, zato ker si tam izmenjujejo izkušnje, drugega spodbujajo, dajo veselje do življenja, tudi pri boleznih, ki so usodne lahko, pa vidijo bolniki, da imajo še pred seboj kar nekaj lepega življenja, to se mi zdi izredno pomembno. Skratka, je na nas, da nekaj naredimo. Da aktiviramo agencijo za zdravila, da bo verjetno sodeluje saj pri pripravi te regulative o oglaševanju zdravil. Tam bomo tudi mi probali spraviti skozi, da bodo tudi omejili oglaševanje, neresnično in lažno oglaševanje raznih prehranskih dopolnil. To je rak rana za mojo dušo, moram reči. Ker vidim, kako
strižejo uboge paciente, kako jih lupijo dobesedno in kradejo denar za mačka v žaklju. Hvala lepa vsem, dragi sogovorniki, dr. Koblarjeva, dr. Rotdajčeva, gospa Draškovič, primarij Cevc. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili virtualno in tudi z komentarji in vprašanji. Verjamem, da bomo odgovorili še na kakšno vprašanje tudi v naslednjih naših spletnih pogovorih. Danes pa smo zaključili to 1 uro, pa še bi lahko verjetno govorili, se pogovarjali in odkrili še kakšno težavo in mogoče nakazali še kakšno rešitev. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, dragi sogovorniki, tudi vi, dragi gledalci, v imenu Slovenske tiskovne agencije, STA kluba in mreže 25x25. Hvala lepa in vsem vse dobro, do naslednjič.